Rad bi se mal osredotočil na to, kaj po tvojem mnenju ali pa v teh vedah, a ne z teh znanjih, najslabša možna stvar, ki jo lahko zaužije Meso. človek. Se pravi, meso je najslabša. Najslabše. To je Ok. tamas hrana. Okay. Imamo tamas, rađaš, satva hrano. A ne? In med tamas hrano pa vsa živila spada alkohol, tobak, meso, prevelike količine gob, v glavnem razhodniki, bremenijo jetra, paprike, krompir, solanin, to vse bremeni jetra, recimo. To je tamas hrana. Se pravi, procesirana hrana, kaj sva rekla, kakšni Procesirana hrana, kruh, tam, ko kruh prodajajo obvoz. To ni naš zakupati. Okay. Kako pa če rangirava to, ki si zelo izstrelila, meso je najslabša, ne? Ja. Alkohol, sladkor, meso, Ja. kako bi to rangirala? Kako bi, najprej meso. Najslabše. Ja. Se pravi, nek človek bolj zdravo živi, če ne je mesa, pa je sladkor vsak dan procesiran. A bi lahko tako rekli? Kaj pa obratno? Se pravi, ta človek, ki je meso vsak dan, ne je pa sladkorja. Tako bom rekla, ker je bil zahodnjak tok puši, če lahko tako rečemo, je Ajurveda v zadnjih, recimo 100 letih, dodala tudi nekaj mesa. A res? Ampak za vsako došo točno določeno meso. Jaz mojim strankam mesa napišem. Aha, se pravi, zakaj je zdaj tukaj razlika? Ne? Ja, zaradi tega, ker vsi še vedno so tako puši v ta meso, ne. Zdaj se bom grdo izrazila, ker si me sprovociral. Meso je crkovina. Je že nekaj, kar je umrlo. Ne? In jetra ne sprocesirajo teh v bistvu kemikalij, crknenih, vprosti izrazu, in se sprožijo v netnici tokini. In preveč mesa vodi v trigliceride, v povišan holesterol, v debelost, v zamaščena jetra, v viscelarni organi so prizadeti in never ending story pri mesu. Ja, razumem. Sploh pa ne, če lahko še to dodam, sploh pa ne ta meso, ki ga vi danes kupujete po nakupovalnih centrih. Jaz v šali rečem, a veš kaj, Klemen, ti kar jej meso, a ne? Sam pejci, sam tjale. Poka, udret, Ja, ne, pojej. to veliko govorimo tudi na tej oddaji, ne, o teh etičnih težavah tega, da je industrija tega, ne, predelovanja mesa in tukaj sigurno veliko zavestnih biti trpi, ne, za naš užitek, ne. In jaz mislim, da ko bomo gledali za nazaj, da bo to ena velikih takih moralnih katastrof, ne, tako kot zdaj, kad gledamo za nazaj, ne, na kakšne druge stvari, kako smo se do drugih ras, kako smo jih obravnavali, ne, do drugega spola in podobno, ne. Se mi zdi, da bo to sigurno v zgodovini pač dosti jasno je, ne, da je moralno sporno, ne. Ampak vseeno sem hotel pač malo to primerjavo narediti, ne, med sladkorjem pa enostavnimi hidrati pa procesirano hrano, ne. Bolj je slab meso, če že morava o tem govoriti, ker cukran kol ne moreš to pojesti, da bi v bistvu, da ga ne bi izločil, a ne. Ga lažje izločaš, kakor pa meso. Aha, lažje ga izločaš, ne, jaz sej nisem zdravnik ali pa karkoli, ampak to, kar se trenutno dela s sladkorjem, ne, v zahodnem svetu, ali pa sploh, ko se otrokom take količine, a ne, sploh sladkanih pijač, recimo, ne. Vse je cukrast. Ja, v bistvu je toksin in mislim, da vemo, koliko bolezenskih stanj izhaja iz tega pa slabega počutja in podobno, ne, ker tudi, jaz se nekako vedno bolj tako na naravo oprema, ne, se pravi, v smislu, kako smo se mi razvili, ne, v neki savani, naši predniki. Vemo, da so lovili meso, vemo pa tudi, da niso imeli dostopa do sladkorja v takih količinah, ne. In to vse se mi zdi, da povzroča neko neravnovesje. Je res, da niso mesa vsak dan jedli?
je tudi res, da so se pustili 2 dni, ker je bilo pač takšno okolje, a ne. Mogel si 2 dni loviti in polka si ujel, si jedel meso, ne. Tako da nekako moja intuicija mi govori, da je manj riskantno biti usklajen z našimi predniki in njihovim življenjskim slogom, a ne, kakor delati tukaj ene dost velike zasuke, ker naš organizem ni narejen ali pa ni se mogel to hitro prilagoditi, da mi zdaj toliko stročnic pojemo, mi zdaj pojemo toliko hidratov čez moko, a ne. Malo si pozabil, je antropološko nazaj, a ne. Okay. Človek ni bil najprej lovec. Človek je bil najprej nabiralec. Tako da so si lovci in nabiralci so bili, ja. Oboje. Ja. Najprej so bili nabiralci, a ne? Če gremo antropološko nazaj. Najprej so nabirali, najprej so pobirali po tleh, ker človek je bil velik, ne vem, 1,20 m, a ne? Potem, ko se je on začel, ko je se naučil loviti določene živali, ja, je začel rast, ne? Potem, ko so te savane se v bistvu pomaknile, a ne? V bistvu v nekem obdobju, to je bilo približno 8 do 10 tisoč let nazaj, a ne, je pač iznajdel te loke in se je začel prehranjevati na ta način. Ampak kaj se je zgodilo? A ne? Ta divjad se je pomaknila proti severu, a ne? In tiste navadne loki, ki so jih imeli, niso bili več zadost za to, da bi one antilope pocepala, ne? V glavnem, in kaj so ugotovili? Ja, kaj tam jabolk vrgu na tla, ne? Tam je nekaj zrastel, ne? Se pravi, se je pa začela poljedelska revolucija. Tako da ta obdobja so se menjavala, veš, ne moreš reči strogo samo to pa to pa to. Treba je vedeti točno, kako je šlo antropološko nazaj, ne? Ja, ne, seveda so se obdobja menjavala in tudi zdaj živimo popolnoma drugače. Kar sem hotel opredeliti je, da najdaljše možno obdobje za človeka je verjetno največ dal šanse, da se je telo na ta način življenjskega sloga prilagodilo. Seveda. In mi, se pravi poljedelstvo, to je 10 tisoč let nazaj ali pa 20 tisoč let nazaj, ne? Govoriva pa prej o 100 tisočih letih, a ne? Določenega življenjskega sloga, ne? Tlele bi omenila eno stvar, ki si jo zanemaril, kar si dobro povedal, ne, seveda, oni so lovili in pol, ko so lovili, pol en teden niso imeli, ampak kdaj se je začelo to, bom rekla, krvoločna živinoreja, če temu lahko rečem, a ne? To je bilo približno, to je Marija Kongutas je to zelo dobro, ena antropologinja preučila, se pravi, ko so kurganska ljudstva izza Kavkazija, se pravi Mongoliji, prišli na naše področje, so začeli ograjevati živino. In takrat se je v bistvu začela ta, bom rekla, krvoločna živinoreja. Saj predtem so tudi nomadi živeli na ta način, kot si ti povedal, a ne? So imeli kravo, ki je bila stara, so jo pač ubili, kožo so imeli za zavice ali pa za kakšne druge, bom rekla, pokrivala, pa tako, ne? Jaz sem bolj mislil v obdobju, ko nismo imeli živinoreje, se pravi, ko so bili lovci, se pravi, da niso še udomačili živali in so bili lovci nabiralci. To je najdaljše obdobje, po mojih informacijah, kar so naši predniki pač živeli. Ja, ampak potem je prišlo, če bi tako ostali, ne bi bilo nič narobe, a ne? Ampak potem je pa prišla ta krvoločna živinoreja. Najprej so seveda krave, pa so koze, pa so ovce, a ne? In človek se je meril po glavi. In iz tega tudi ime kapital, angleško, kar pomeni kapita, glava. In si bil vreden toliko, kakor si imel glav živine, a ne? In tukaj pa zdaj prihajamo v to izkoriščanje živali, a ne? Čeprav sama Ajurveda, a ne? Tam, kjer je srž noter, srce, oni niso jedli mesa. Nikoli. Never ever. Ker to je pa pač tudi 100 tisoč let nazaj, ne? Zato so pa bili tako riši povezani. Ker so bili prečiščeni. Takoj, kak ti meso zaužiješ, je že una vibracija, ki ti to veš dobro,
Ne? Če se ukvarjajo z meditacijo, je že una vibracija te živali v tebi.